Beletrina v živo. Naj vas Bog varuje pred vašim demonom in pokličite me čim prej. O, kakšen demon neki, to je preprosto majhen, nagnusen, zlateničen besek z nahodom. Taka zguba. Ljubitelice in ljubitelji klasične beletrine, lepo pozdravljeni, dober dan vam želim ali pa dober večer. Tukaj na pogovoru, ki sodi v sklop klasične beletrine, sodi v sklop klasičnih romanov in klasičnega branja. Danes predstavljamo, čisto sveža je, knjigo Dostojevski Besi v imenitnem prevodu Borata Krašovca in v imenitni spremni besedi oziroma z imenitno spremno besedo, ki nosi pomenljiv naslov ne napoved dogodkov, ampak upodobitev vzorcev. To spremno besedo je prispevala Urša Zabukovec, komparativistka, rusistka, prevajalka, ki je danes z nami in veseli smo, da je tako. Urša, pozdravljeni. Živjo. Pozdravljena, živjo. Torej, čisto na začetku, da bomo vse pravilno in točno izgovarjali, kako se izgovori avtorjevo, pisateljevo ime. Ja, po-rusko Fjodor Mihajlovič Dostojevski. Dostojevski, ja. Super. Kaj nam boste povedali o Dostojevskem? Česar še ne vemo. Spremljeno že od gimnazije naprej, vsi govorijo Zločin in kazen, bojda ga celo danes mladi še berejo, ne vem. Ja, težko bi našla kakšno pikantno, žgečljivo podrobnost, ki je ne bi poznali. Se pa spomnim, da je mene zelo presenetilo, ko sem med doktoratom šele izvedela, recimo, kakšni so bili tisti čas honorarji. Niso imeli javne agencije za knjigo, ki bi določila neko postavko, ampak so se avtorji sami menili z uredniki, vsakič pač konkretno. In Dostojevski je bil v primerjavi s Tolstojem, s Turgenjevom, s Gončarovom zelo slabo plačan. Zdaj se ne spomnim pač točnih številk, ampak primerjalno je bil včasih tudi za pol manj, recimo. Ne. Zakaj pa je to bilo? Ja, zanimivo, ne vem, zakaj je to bilo. Očitno ga niso tako cenili takrat tiste čase. Ne. In ti drugi, Tolstoj, Turgenjev, Gončarov, recimo Gončarova danes skoraj nihče izven te rusistične srednje ne pozna. Te pisci so bili materialno zelo dobro preskrbljeni, ker Dostojevski imel pa večno pač finančne probleme. Ne. Vem, da je bil plemični aristokrat, ne? Ampak brez posestva in tako. Ampak izgorzel Tolstoju, ne? Tako so nas učili. Koliko časa je lahko živel od honorarja za Zločin in kazen? Ponavadi je honorarje porabil še preden je roman. Resno, on je honorarje dobival vnaprej se je izmenil, da je lahko sploh pisal v nemogočih razmerah in ko je končal roman, recimo, je ostal brez. Tako je bilo recimo leta 1968, je končal Idiota. To zdaj govori o Dostojevskem. Ja. In je bil brez denarja, ker je honorar že porabil. Ne, in se je mrzlično lotil svojih načrtov, idej, kaj pisati in tako naprej. Ne, in potem so nastali besi. Besi. Začeli so z besedami, z imeni. Pa nadaljujeva s temi besedami. Besi, bega me ta naslov. Kaj pravzaprav pomeni? Kajti bes, vemo, kaj pomeni v slovenščini. Ja, bes je to kot v ruščini, samo da je v ruščini to veliko bolj razširjeno in vsakodnevno uporabno. Gre za slovansko mitologijo, ki označuje pač nekega vražička, vraga in tako naprej. Ko je prišlo krščanstvo v Rusijo, se je pač usedel na ta substrat. Ne? In potem je šlo nekako to vzporedno. Bes je v bistvu nek ljudski ustreznik, slovanski, poganski ustreznik hudiča, hudiča, demona. Tudi Dostojevski da recimo dva mota k besom. Enega iz Puškina, kjer Puškin uporablja v dveh kiticah uporabi besje skupaj s škrati in čarovnicami. Se pravi, gre za neko ljudsko folkloro. Drug citat je pa iz Lukovega evangelija, kjer pa v bistvu predstavlja demonično silo demona, ki se vseljuje pač v človeka in ga po svoje manipulira. Torej, bi lahko rekli hudič, kot si rekla, ampak kaj za vraga, o čem za vraga govorijo besi? Kaj je glavna tematika te knjige? Kaj nam je prinesla? Kaj je v tistem času prinesla? In kaj prinaša današnjemu bralcu? Ja, Dostojevskega je pač spodbodlo, je imel že par načrtov, nekih romanov, romančičev, potem je pa prebral v tisku, živel je tisti čas v Evropi, ker je imel pač bežal je pred upniki, ker ni mogel odplačati dolgov. In je prebral v ruskih teh gazetah, da so Nečajevci umorili študenta Ivana Ivanova. Ne? In on je v tem videl, kot sem povedala v naslovu spremne besede, vzorc. On je rekel, to ni posamezno dogajanje, to ni izjema, to ni naključje.
Ne, to je vzorec delovanja, ki bo Rusijo še veliko stal. Ne. V tistem času so ga prištevali k tako imenovanim antinihilističnim romanom. To so bili pač romani, ki so napadali revolucionarje, ne, tiste, ki so hoteli rušiti Rusijo, spreminjati vse skupaj in tako naprej. Ampak večina antinihilističnih romanov danes pač utonila v pozabo. Pravzaprav, ko jaz berem kakšne recimo študije o tem, so to avtorji, ki jih skoraj ne poznamo. Razen Leskova, pa Pisemskega, mogoče to so avtorji, ki jih pač enostavno se jih ne pozna več. Ne. Dostojevski je pač tukaj noter upodobil nekaj več. Se pravi, vzorec je upodobil in upodobil je to, kako se vse skupaj začne najprej na ravni duha. Tako kot pravi Lemke, pravi požar v umah. Požar v glavah, gre za vnetje, mentalno vnetje, za množično psihozo in to se šele potem materializira v teh destruktivnih dogodkih. Ne. Se pravi, zgodi se neka provincionalna kraj vas, zgodijo se kupica oseb, kupica likov, ki so na nek način prepleteni. Ja, to je pri Dostojevskem vedno tako, da se v enem mesecu se zberejo razni ljudje v istem času in potem pride do tragedije. Isto imamo v Bratih Karamazovih, zelo podoben scenarij. Pa podobno imamo v Agati Kristi, nekaj se zgodi in pa vedemo kdo in kaj. Tukaj težko ugotoviš kdo in kaj. Ja, zelo težko ugotoviš kdo in kaj, zato ker je Dostojevski ta roman tako rekoč malo skomponiral tudi iz drugih svojih načrtov, ki jih je imel prej, pa so propadali. Recimo Stavrogin je najbolj skrivnosten lik. Recimo v načrtih, ki je imel načrt Žitje velikega grešnika, je hotel napisati, tam je ta junak, ki se mu reče knez, bolj podrobno razdelan. Ne? Tukaj v Besih je neverjetno skrivnosten, njegova dejanja sploh niso logična, ne vemo, zakaj tako deluje. Še zlasti to pomembno zato, ker je takrat, ko je roman izšel, je cenzura izločila poglavje pri Tihonu. Ne? Ker ta spoved, ki je Dostojevski pač pove tam pri Tihonu, pojasnjuje marsikaj. Ne? In če pa roman beremo brez tega poglavja, tukaj ga seveda imamo, marsikaj ni jasno. Ne? Marsikaj ni jasno. Ne? Recimo, jaz sem se precej hahljala že takoj pri prvem poglavju, zato ker je ogromno neke nedoločnosti. Ves čas se uporabljajo ti zaimki, ne? Nihče, nekdo, nekakšno pojasnilo. Vsa ta nedoločnost te bega, tako kot naslov Besi. Ja. Ne, on se mi zdi, da zelo dobro ponazori, kakšno je stanje, ko se začne ta revolucionarni proces. Ne? Proces te mistifikacije, kolaboriranja, zarotništva enih proti drugim, laganja, ustvarjanje kaosa. Tukaj je mojster Pjotr Verhavenski, ki se z vsemi pozna, z vsemi neki sklepa nekakšna prijateljstva, noben pa točno ne ve, kdo je on, kaj sploh hoče, kaj je ta skupna zadeva. Vsi bi sam neko skupno zadevo, ampak nihče to sploh ne ve, kaj je. Ne? In on je v bistvu edini, ki preživi, izgine. On je v bistvu bes, neke sorte besek, ki pač neka sila. Ne? On potem pobegne v Evropo in za njim se izgubi vsaka sled. Ne? Lahko ga tudi dojemamo kot pač to demonsko silo, ki se vseljuje v ljudi, ne? Pripelje do katastrofe, potem pa izgine do ponovne priložnosti. Omenila si prej Rusijo, ne? Si rekla pač vzorec delovanja v Rusiji. In v tem delu Dostojevski namigne, da sta bili v tedanji Rusiji sramota in ne smisel prignana do genialnosti. Ja. In da do kakšnih odločitev pride kar tako, zaradi živčnega zloma. Ja. To se mi zdi, ne vem, ni kaj dosti racija tukaj zdrava. Ne. Ja, seveda, ne, ko se začne nek kaotičen proces, ko ni več jasno, kdo je kdo, ne, takrat je nič ni več logično. Ne? Meni je zelo všeč ta krajša fraza, ki jo Šatov reče, Stavroginu reče, mi dva sva dve biti, ki sva se srečala v neskončnosti oziroma brezkrajnosti. Ne vem točno, kako je preveden v tem novem prevodu. In je rekel, dajte saj enkrat govoriti v človeškem tonu. Ne? Gre za to, v Besih ni meja. Ni meja, ni identitete, ni meja, vse je popolnoma iztirjeno, vse je v neki brezkrajnosti in neskončnosti, čisto vsaka stvar je egzaltirana, popolnoma nobene človeškosti, ne mogoče je recimo človeška Daša. Ne? Daša je recimo en tak lik. Tudi ona na koncu umre, ne? Mislim, da ne, ona ne umre. Pobegne, skratka, izloči se iz... Ja, pač ona je taka, spremlja vse, ona je v bistvu neka taka, ko se ti mu reče, neka medicinska sestra, spremljevalka umirajočih in trpečih. Ki natikajo tiste maske, da lažje si letijo. Ja, ne, se pravi, vse je egzaltirano, ne, vsi so
neka skrajna, ekstremna varianta samih sebe. Ne. Prehajajo iz ene identitete v drugo, ne, recimo Šatov še učita Stavroginu. Takrat, v bistvu času, ko si meni vcepljal neke ideje, slovanofilske, patriotske, si Kirilovo vcepljal popolnoma nasprotne ideje. Ne. Šatov je šokiran, ko je videl, da Stavrogin to ne počne iz prepričanja, on to počne iz dolgčasa. Iz popolnoma dolgčasa. In zmal igra, ko čuti, da ima moč iz igračkanja in zmanipuliranja z ostalimi. Ne, in tudi že na začetku preberemo ta Varvara Petrovna, to je ta tudi gospodarica tam v Skorešnikih, ki bi rada imela oblast nad vsemi in tako naprej, določa, kdo se bo s kom poročil in take stvari. Ne, tudi za njo je napisano, da je Stepan Trofimović, da je to njen produkt, ona ga je ustvarila, celo obleko mu je šivala. Ne. Ne, v besih so vsi, v bistvu se niso naturalni, vsi so produkt nekih ideologij, želja nekoga, nekih vizij, kako bi to bilo, ne? Tako. In hotela je, da bi se on poročil z Dašo, ne? Ja, čeprav je lahko ljubosumna, ker se nikoli ni izpovedal njej ljubezni, ne? Ona je to celo življenje čakala. Hkrati pa tudi Dostojevski precej, jasno, ciničen, satiričen, po kom največkrat švrka. Meni je bilo hecno, ko recimo švrka tisto združbo literatov v Sankt Petersburgu, ne, in recimo tako piše, da se norčuje, ne, iz literatov in napiše, trudijo se videti pesniško se zamislijo, pesniško modrujejo. Vse je duhovito, jaz sem se hahljala. Ja, ne, Dostojevski ima velik smisel za humor, je pa tudi zelo piker zna biti. Pač on se ne norčuje, pač se norčuje, hkrati pa tudi čisto resno kritizira predvsem liberalce. In to so tudi te, recimo Stepan Trofimović je liberalec 60 let, sanjač, to je to lepo in zvišeno. Francosko se seveda, se menja si kravate, bele, rdeče, vsaka kravata nekaj pomeni in tako naprej. Dostojevski je rekel, da je to liberalizem, to sanjaštvo teh ljudi, ki so odtrgani od ruskih temeljev, ne, da to je v naslednji generaciji, pač te ljudje so vzgajali pač svoje potomce in so vzgojili nihiliste, zato ker niso bili niti sami ukorenjeni v svoji zemlji. Ne. Ne, in tudi vidimo recimo dosti motivov v romanu, ki rečejo, ne vem kdo točno reče, mi smo pigmejci v primerjavi z Američani. Američani, oni so razviti, oni so super, mi smo pa navadni pigmejci. Rusija je igra narave. Nekdo drug reče, Rusija ne more misliti, ker je nesposobna misliti. Za nas misli Evropa in Nemčija. Pač to so tipične liberalne ideje. Rusija je vse slabo. Ne? Dostojevski je tudi v romanu se pojavi izraz višji liberalizem. In prav Dostojevski višji liberalizem je značilen samo za Rusijo. To je liberalizem brez idej, ampak samo sovraštvo do Rusije. Dostojevski, recimo, dostikrat se reče, da je Dostojevski, ki je bil pač obsojen, ki je bil v revolucionarnem krožku, da je Dostojevski bil naperjen proti socialistom. Nekaj časa pač je bil, pa imel svoje pač pomisleke glede socializma, ampak glavni objekt neke kritike, nekega bičanja je bil pa liberalizem za Dostojevskega. Ker liberalizem je tisti, ki je pač enostavno zagledan v Zahod in sovraži Rusijo. Ne. Kaj pa Dostojevski? Kakšen je bil njegov odnos do Rusije? Takratne Rusije? Ja, Dostojevski je vsekakor, že zato je bil v revolucionarnem krožku, pač Dostojevski je zelo ga je bolelo to, da je v Rusiji še vedno sužnje lastništvo, tlačanstvo. Ne? Ta fevdalni princip. Ja, absolutno, fevdalni princip. To pač s tem se ni mogel pomiriti. Potem malo kasneje je pa razvijal počveništvo. To je ta neka struja, ki ne bi bila med zahodnjaki in slovanofili. Zahodnjaki so rekli, Rusija je za nič, mi moramo iti po zahodni poti. Slovanofili so rekli, Rusija je v redu, ampak pretekla Rusija, še bolj patriarhalna, še bolj ne vem kakšna, moramo se vrniti tja. In Dostojevski je rekel, pač to se ne da. To se ne da, pač počveništvo, to je pač ozaveščanje nekih lastnih temeljev. Ne? Ti moraš sprejeti neko dejstvo. Ne? Tako kot danes je treba recimo sprejeti neka biološka dejstva, čeprav eni pravijo, da ni treba tega sprejeti. Treba je sprejeti neka dejstva, neko svojo nacionalno tradicijo z vsemi slabimi stvarmi skupaj, ampak to ti pomaga ozavestiti tudi, recimo, kaj bi lahko bila tvoja naloga. Ne? Dostojevski je pač verjel, da je naloga Rusije, Rusov je neko vsesplošna pomiritev, neko vsesplošno združevanje. To je starec Zosima pravi v Bratih Karamazovih, da svet je božji vrt, kjer ne moramo imeti nasada, ne vem, samo jablan. Božji vrt je jablane, hruške, breze, ne vem, marelice, breskve in vse to lahko sobiva, ker ima vsak tam svojo funkcijo. On je tako videl recimo svet in države, ker ima vsaka, tudi najmanjši narod, neko svojo vlogo. Recimo, ne. In zato ni v redu, da se Rusija zgleduje, da hoče biti nekaj drugega. Rusija mora biti to, kar je njena naloga. Zakaj si se ti odločila za ruščino? Za Dostojevskega? V srednji šoli sem brala seveda Zločin in kazen in se mi je zdelo, da je to.
Pač to je to. To je to. To sem šla potem. Hotela sem ga brati v izvirniku, seveda, no. In zato sem šla pač to To študirati. je to, ne, predvsej debela knjiga, preden se Ja, ja. posloviva od najnega pogovora, ne pa od knjige. Te vprašam še tole, nehetno mi je, ko Dostojevski opisuje to višjo družbo, ne? In so ženske kar naprej bolne. Slabo se počuti in ne sprejema, ker je bolna, ne bo šla k maši, potem se ne bo pridružila vsemu salonu, ker jo nekaj daje. Zakaj so bile ženske takrat kar naprej bolne, mi pa nismo? Ja, ja. To je zanimivo vprašanje. Ja, verjetno je, da tudi so bile okoliščine malo drugačne, recimo pa higiena ali pa medicina in tako naprej. Ampak ja, Dostojevskemu se dostikrat učita, da histerizira ženske, ne? Da se osredotoča na njihovo histerijo in tako naprej, kar je res. Spomnimo se tudi iz Zločina in kazni Katarina Ivanovna, ki gre kar plesati po cesti in kričati in tako naprej, ki je bolana tudi in jetična in tako. Tukaj imamo tudi Lizo, recimo, ki je popolnoma histerična, ki zahteva, da Mavriki recimo poklekne pred njo, čeprav je zatreskana vsa vrogina in tako naprej. Imamo pa tudi, so histerične ženske, imamo pa tudi velike manipulatorje, kot sem že omenila, Varvaro Petrovno, ki tam je ona cela šefica, ne, in tekmuje s temi lempkeji, kdo bo imel oblast nad mestom in tako naprej. Ustvarila si je unga svojega Stepana Trofimoviča in to. Pravzaprav ima Dostojevski res široko paleto žensk, ne, od nekih šefic in tirank do pač histeričnih gospodičenja. Teh razvajenih, nekoliko občutljivih. Ja. No, Urša, super, začeli sva, kaj novega lahko poveš o Dostojevsku, zvedeli smo marsikaj, na tole v ženskah je bilo sploh super, zlasti smo pa zvedeli, da je to. Ne? Ja, to je. Tam v besih so opisani pač vzorec delovanja, ki ga recimo jedrnato povzame Pjotar Verhavenski. Treba je ustvariti pri vsaki revoluciji, pa ne bo kakršnakoli že, je treba ustvariti razne funkcije, ne, uniforme, da se tisti, ki to izvajajo, počutijo pomembne, sentimentalni govor je treba, to naša zadeva, trudimo se, skupaj zmoremo, tralala, to, uničiti treba šolstvo, pa ubiti je treba želja individualizira, želja nas dela drugačnega od drugih, ubiti je treba željo, ne? Stavroginov problem je to, da nima želje, to sam pove. In pa treba je pripraviti do tega, da se ne bomo samo sramovali, da se ne bomo bali izrekati svojega mnenja, ampak da se ga bomo sramovali. To je ultimativna stopnja avtocenzure, ne? Ne gre za to, da ti nečesa ne poveš, gre za to, da ti sebe fact-checkiraš non-stop, a se pojavi kakšen dvom v uradni naraciji. Ne? Ti samega sebe v bistvu spreminjaš v bota, ne? V popolnoma nekoga, ki je samo en puzelj v družbi enoumja. To se mi zdi briljantno, kaj je Dostojevski pač to prikazal, ko danes, ko imamo recimo vso to tehnologijo, virtualni svet in tako naprej, te tehnologije propagande razvito do maksimuma, je to še toliko bolj, se mi zdi, resnično. Urša, kaj ne rečem, wow, hvala lepa za vse, kar si povedala. Vas, bralke in bralci, pa seveda vabimo k besom. Izvolite. Beletrina, v živo.